Zdaj pa dostkrat, recimo, ko imam jaz govorilne ure, opažam, da menjavajo travmo ali pa samo frustracijo. V coni udobja se nič ne zgodi. Mi ne moramo v coni udobja vzgojiti otroka. Vzgojimo ga pa lahko skozi frustracije. In potem menjavajo to frustracijo, ki jo otrok potrebuje za svoj razvoj, za travmo. Naša poglavitna naloga je, da otroka naučimo samoregulacije, se pravi, da zna regulirati svoje čustva, s čimer imajo mnogi odrasli težavo in to je zelo fino zagrabiti v otroštvu. In ko se otrok, kar naprej meče po tleh, pa kar ne razume, kar je normalno, ker egocentričen je otrok do 6. leta, pol pa, če tu do 6. leta ne uredimo, če se ne nauči samoregulacije, pa gre pa v egoizem. Torej, tukaj nekaj zmanjka. In zmanjka točno to, samoregulacija in razumeti, da frustracija je nujno potrebna in da ne bo čist nič traumatiziran, če mu boš rekel, ne, tega pa ne boš. Kaj je tisto, kar otroci potrebujejo od staršev in skrbnikov? So to pravila, meje, vzgoja? Ali pa je v ozadju nekaj še bolj pomembnega? Starševstvo ni samo vzgoja, postavljanje pravil, usmerjanje otrok skozi življenje. Starševstvo je predvsem odnos, ki se ne zgodi kar samo od sebe in ni nekaj, kar je samoumevno. Z mano je danes vzgojiteljica z več kot 30-letnimi izkušnjami pri delu s predšolskimi otroki. Pogovor z Vesno Gombač ne bo strokovno predavanje, temveč osebna zgodba in pogled ženske, ki je hkrati vzgojiteljica in mama. Govorili bova o tem, kaj otroci zares potrebujejo od staršev, zakaj je odnos pomembnejši, kot si morda mislimo, in zakaj Vesna verjame, da odgovornost za kakovost odnosa vedno najprej nosi odrasli. Vesna, živjo, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Neves. Začniva odkrito. Kaj zate pomeni, da je starševstvo odnos in ne samo vzgoja? To sem se jaz, da je starševstvo odnos naučila na svojih otrokih. Niti ne na otrokih z vrtca, ker je tam profesionalen odnos in je drugače. Ampak na svojih otrokih, ker jaz kot mlada mamica sem se odločila, da bom vse naredila prav, saj sem ja profesionalka. No, potem pa, ko je otrok majhen, še gre, ko je pa otrok najstnik, ko začne zavijati z očmi, ko začne vrata loputati, tako takrat se pa zamisliš, kaj je šlo zdaj narobe. Ne? Jaz delam vse prav, otrok pa ne. Se ne obnaša glih v skladu s tem. In najprej se jeziš na otroke, pol se jeziš nase, ko se jeziš, pol pa se malo usedeš sam s sabo, saj to sem jaz naredila. In se vprašaš, oziroma sem tako, ko jaz do konca svojih misli pridem zvečer, recimo preden grem spat ali pa ko imam problem z otrokom, na koncu črte je, jaz sem odgovorna za ta odnos. Ne otrok. Kaj to pomeni v praksi? V praksi to pomeni, da če, ne vem, moja hči zavija z očmi, če loputa z vrati, če noče z mano preživlja časa, sem jaz tista, ki je odgovorna za odnos, zato ker otrok ima pravico biti otrok, najstnik ima pravico biti najstnik. Najstniki to počnejo. Najstniki ne počnejo nam, ampak to počnejo. To je mogoče ena taka najboljša stvar, ki mi jo je ta Leonida Margole povedala. Je rekla, eno stvar si zapomni, Vesna. Otroci tega ne počnejo tebi, oni to počnejo. In ko to tako res vzameš za svoje in rečeš, ok, če so pa najstniki, pač najstniki, ker v končni fazi nimajo niti možganov še razvitih, kaj pa pol ti moj del? Moja odgovornost za odnos. Ne, in tako, da sem se v bistvu, to je bil prvi korak, da sem sprejela, da je to moja odgovornost. In potem sem začela v bistvu spoznavati sebe. Mi skozi odnos z otroki spoznavamo v resnici sebe. Svoje triggerje, svoje nezavedne vzorce, ne, to, tukaj. Ampak
zato je potrebno malo ego dati na stran, ali pa veliko ega na stran, odvisen koga to heca. Potrebna je samo refleksija, da ne vržeš čez ramo, pa se bo jutr nov dan. Tako da vsem veš, zakaj nekaj delaš. To se mi zdi zelo pomembno. Ko jaz nekaj rečem, ko jaz nekaj naredim, je fino, da vem, kaj v meni. Kakšni so moji vzgibi, da to počnem. Ker ko se zazreš vase, pol tudi otroka na drugi strani veliko boljš vidiš. To se je meni zgodilo. Se pravi, velikokrat slišimo, ne, otroci so naše ogledalo. Ja. In dejansko so, če ti kažejo vse tvoje, oziroma pritiskajo na vse tiste gumbke, ki tebe katapultirajo. Ja. Otroci so resnično naše ogledalo. Ko otrok reagira, v bistvu, ko v tebi sproža neke triggerje, to je sem pokazatelj, tukaj še imam nepredelano. In mi v vrtcu, sodelavci, ki smo na isti ravni, tudi izobraževanja imamo skupna in tako se to zelo dobro razumemo. Vsakič, ko imam jaz eno težavo z enim otrokom, zadnjič je sodelavka lepo nasmehnila, pa je rekla, pa s tem, tukaj pa ne pridem z njim na isto točko, pa prav, Vesna, nekaj se še nisi naučila. Ne reče, ta otrok je, ne vem, smotan, ampak reče, nekaj se še nisi naučila. In jaz rečem, ja, res je, moram poštudirati pri sebi. Mi imamo v službi supervizijo, kjer lahko te službene primere obravnavamo s terapevtko psihologinjo in to zelo pomaga, no. Tako da lažji sebi tudi oprostiš. Mi imamo mogoče občutke krivde ali pa slabo vest, če ravnamo narobe ali pa če naše vrednote ne odražajo glih tiste reakcije oziroma naše reakcije ne odražajo vrednote, ki jih v resnici imamo, ker ko smo dobre volje, smo vsi lahko dobri starši, ko ti pa kdo pritisne na knofke, pa ne ti meni, ko sem jaz jeza, na to vižo. Tako da tam lahko to predelamo in smo se vsi navadili, ne se to za slabo vzeti. Jaz nisem slab človek, če narobe naredim ali pa če zakričim, vsi to počnemo. Tako starši imajo preveč občutkov krivde, če se zaderejo na otroka, če so ostri. To vsi počnemo. Ampak najbrž je tanka meja, med tem, kaj pa je preveč, Kje se mora starš ustaviti, pa priti v stik s sabo, kaj v tem trenutku pravzaprav se dogaja. Se mi ne zdi toliko enostavno, ker sploh, če je to nek trigger in si v afektu, terja res veliko ene volje iz zavedanja. Mislim, da če delaš najboljš za svojega otroka in ne vem, mislim, zame ta meja ni tako zelo tanka, zame. Ker sem imela tudi starše, ki sem jih mogla prijaviti in ko je bilo nasilje, to je res drugače. Nekako starši, ki se trudimo najboljše v dobro svojih otrok, zelo dobro vemo, da je dovolj, če zakričiš, da je dovolj. Ti pri sebi vidiš, kdaj je, ko ne zmoreš več. Takrat bi si mogla zakonca mogoče malo pomagati, ker če jaz ne zmorem, jaz rabim 2 minuti. Jaz rabim vdihniti, pa izdihniti, pa si reči, ok, Vesna, pomir se. Ali pa partner. Tukaj bi si bila lahko partnerja v pomoč. Tako pa vidim tudi v vrtcu, ali pa, ko mi starši govorijo, ne vem, je eden jezen, pol pa se drugmu, ko si ti jezen, se tebi tvoj otrok ne smil. Tisti trenutek se ti ne smil, za koncu se pa smil. In obratno, ko bo pa unjezen, pa rečeš, pa dobro, kaj se zdaj jeziš, saj ni nič tacga. In otrok, tukaj je pa otrok, ki vedno gre k tistemu zakoncu, ki takrat ni jezen na njega in potem imamo neke čudne trikotnike, ki mogoče niso dobri. Tukaj je ta zmeda med starši. Takrat zame pomeni skupaj držati, ne da isto govorita, ker ljudje smo različni. Oče ima svojo funkcijo, mama ima svojo, to je brez veze, vsi bomo skozi isto govorili. Lahko pa tukaj skupaj potegneta. Jaz zdajle ta hip ne zmorem, bom jaz in bo otrok videl.
aha, ona dva se uspeta zmeniti, ona dva se tudi v teh trenutkih, ko je vse na glavo, uspeta spogledati, se razumeti in to bo avtomatično otroka pomiril. Mene je izjemno presenetilo, Vesna, ko smo se spoznali, ko je bil pogovor seveda tudi o otrocih in tako, ko si rekla, da je starš tisti, ki je do 23. leta otrokove starosti odgovoren za odnos. Te besede so tako ostale z mano. Ne vem pa, če sem vprašala takrat, ali pa sem pozabila, zakaj ta meja 23 let. Veš, da se ne spomnim, da sem rekla, da je 23 meja. Ampak takrat 23 je bila meja, ko je moja hči. Recimo, da od 23. leta so otroci že kar sestavljeni. Morda tako nekje od zadaj imam, da sva se mogoče pogovarjali o tem, da je tudi razvoj možganov takrat dokončen. Do 25. Tam nekje. Ja. Okay. Da moralne vrednote ratajo, ne, da je človek res postavljen tam 25. Zdaj, mislim. Tako, ko opazuješ otroke v vrtcu, najverjetneje že skozi to, kako se vedejo, kako se odzivajo, zelo veliko lahko vidiš, kakšen je odnos doma. Ja. Kaj so recimo neke stvari, ki jih otrok pokaže, pa jih starš seveda ne vidi, sosed jih bo pa videl, če tako rečem. No. Pa da otrok mogoče kliče na pomoč. To je zelo težko odgovoriti, pa ti bom povedala, zakaj. Ko sem jaz imela družino, ko sem jih mogla prijaviti, ko je bilo nasilje v družini, jaz tega nisem opazila. Jaz tega dolg časa nisem opazila. Šele ko je otrok z modrico prišel v vrtec, sem jaz rekla, okej. In potem, ko sem to opazila dejansko, ko sem film nazaj zavrtela, 100-krat bi lahko videla. Ampak ljudje smo narejeni, da če ti vidiš družino, ki funkcionira, mi imamo to prisvojeno resnico in sklepamo, če je vse štima, pol tudi štima. Pol nas more res močen moment prepričati, da temu ni tako. Mi ne sumimo kar vseh, tukaj je sigurno vse narobe. Vse je normalno, starši se skregajo, otrok pride, kaj pove. To je vse normalno. Zelo težko je ugotoviti, kadar je v družini res kaj narobe, zato ker te družine to krasno skrijejo. Otroci to krasno skrijejo. Vse je v redu. Mamica pa očka sta najboljša. Vse lepo bo povedal. Vsi drugi se bojo pritoževali, prej kot ta otrok. To so moje izkušnje. Zanimivo. Nekako sem bila, prepričana, da otrok, brez da bi povedal, z vedenjem pokaže, iz kakšne družine prihaja. Zelo so zaščitniški ti otroci do svojih staršev. To je moja izkušnja. Bolj jih čuvajo, pa pazijo, pa se jih veselijo, kakor normalen razposajen otrok. Tako zdaj, ko nazaj gledam. Tako ti otroci so zelo ubogljivi. Ne? Morajo zelo paziti na svoje vedenje, da komu pritisk ne dvignejo doma. Ne? Odvisen, za kaj gre. Tako ti otroci so pridni, prvi ubogajo, prvi pretečejo, prvi vse naredijo. Tako, to mogoče tukaj le bi zdaj postala pozorna. Prej pa sem rekla, koliko si priden. Kaj je še tisto, kar prepoznaš lahko skozi vedenje otroka? Kakšen stil vzgoje imajo? Ja. Kaj je najpogosteje? Zdaj kar najbolj zdaj opažam, to generacijo, ki jo imam, je, da se starši bojijo in menjavajo, kaj so v resnici otrokove potrebe. Otrokova potreba po mejah je zelo, to je tako,
to pač mora biti, meje morajo biti. Ker otrok je varen, šele ko ima meje jasno začrtane. Zdaj pa starši tukaj mečken so zmedeni in mislijo, da meje v bistvu postavljaš ti otroku, kar tudi jih, ampak jih moraš tudi sebi. Ne, ena mama ne more dovolj, da otrok čisto vse lahko dela tam okrog nje in je ona kar vse okej s tem. Vsak človek mora pri sebi reči, okej, tole zdajle je meni okej, tole mi pa ni več. In pol otroku postaviš meje, ampak najprej jih moraš sebi. Tukaj jih sploh imajo vse zabrisan. Mlajši, kaj otrok bolj je to vse zabrisan. Ker starši bi si zelo olajšali delo, če bi rekli, v naši družini je takole, pa takole, okrog tega noter si pa ti lahko svoboden. Ampak to je tako idealen scenarij. Zdaj pa dostikrat, recimo, ko imam jaz govorilne ure, opažam, da menjavajo travmo, ker to je zdaj zelo modern, vsi smo travmatizirani, ali pa samo frustracijo. V coni udobja se nič ne zgodi. Mi ne moramo v coni udobja vzgojiti otroka. Vzgojimo ga pa lahko skozi frustracije. Ker itak odrasli vemo, da največ smo se v življenju iz slabih izkušenj naučili, ne iz dobrih, ne tam, kaj je bilo vse fino. Ne? Na morju se nič ne naučiš, kaj je vse lepo. In potem menjavajo to frustracijo, kaj otrok potrebuje za svoj razvoj, za travmo. Ne, in ko jaz rečem, bi bilo dobro, da ima preburne reakcije otroka, naša poglavitna naloga je, da otroka naučimo samoregulacije, se pravi, da zna regulirati svoje čustva, s čimer imajo mnogi odrasli težavo in to je zelo fino zagrabiti v otroštvu. In ko se otrok, kar naprej meče po tleh, pa kar ne razume, kar je normalno, ker egocentričen je otrok do 6 leta, pol pa, če tu do 6 leta ne uredimo, če se ne nauči samoregulacije, pa gre pa v egoizem. Veš, koliko egoistov imamo? Ne? Koliko jih srečuješ vsak dan? Ne? Torej, tukaj nekaj zmanjka. In zmanjka točno to, samoregulacija in razumeti, da frustracija je nujno potrebna. In da ne bo čist nič traumatiziran, če mu boš rekel, ne, tega pa ne boš. Spravo frustracija iz vidika postavljanja meja, nekaj v nečem. Frustracija je recimo najpomembnejša beseda, ki jo mi lahko takmu majhnemu otroku v predšolskem obdobju rečemo, je počakaj. Počakaj na vrsto, počakaj, da bo sestrca to najprej naredila, počakaj, zdajle nekaj delam, govorim z očkom, počakaj. To je največ. Če nič drugega, je beseda počakaj čudežna. In se bo otrok naučil počakati. Kaj pa mi delamo? Mjav naredi in mi vsi skočimo, detki, papice, očka, mama, vsemu porinemo, da ja ne bo lačen, skozi te otročki papajo, zdaj opažam. Mi smo jedli 3-krat na dan. To je skozi malica. Otroci reveži sploh lačni niso. Kaj pa je recimo v tem trenutku neka, dajva reči, smer vzgoje, ki jo starši ubirajo? Ti delaš s koliko starimi otroci? Od 2 let do šole. 2 do šole. En čas vem, da je bilo, bom rekla tako, če gremo v generacijo mojo, tvojo, se svetujemo, ne? Ko smo začeli zavestno, ne bomo taki kot moji starši, kot naši starši, a ne. Se sprašujem, s čim se srečuje zdaj ta generacija, ki ima zdaj otroke v vrtcu? Jaz mislim, da se srečuje z nemočjo. Tak je moj občutek. Zelo so nemočni napram otrokom. Vsi otroci so egocentrični, kar sem že povedala. In če ti dovoliš preveč tega, dobiš v skupini otroke, ki se kar naprej kregajo, ki se kar naprej cufajo. Vse do neke mere je to normalno, ampak tako zdaj se mi pa zdi, da starši ne vidijo tega kot problem. Ampak bi radi uredili okolje, da bo njihov otrok zadovoljen v tem okolju,
med temi odnosi, oni bi radi tudi pol, ne vem, smo imeli primere, da bojo vzgojitelju povedali, pa drugim staršem, kako morajo okrog njegovega otroka. Ne gre to tako. Otrok se more, mi smo socialna bitja, mi moramo otroke, naša naloga, da jih navadimo sobivati. Sobivaš pa lahko, če znaš malo počakati, pa da nisi ti vedno ta prvi. Mislim, res zanimivo, nikoli dostej nisem pomislila na besedo počakaj, da je lahko... Čudežna. Ja. Ker reče, prosim, hvala. Ja, v redu. Počakaj je veliko bolj esencialna za naše otroke. Še najstniki se ne znajo počakati. Vsi bi vse takoj, sploh v tem svetu, če pomisliš, ne? Seveda. Hočeš majčko, tak, internet, pak, paf, vse leti. Mi smo tudi sami nestrpni postali. Vse takoj zdaj. Nisi dosti hitro speljal na zeleni, evo ti že en hupa. Tako je. To vse izvira iz tega obdobja. Tukaj se, zdaj, v predšolskem obdobju se to uči. Zanimivo, res. Kaj te recimo najbolj presenetilo v vseh teh letih? Koliko časa delaš že kot vzgojitelj? 31 let. 31 let. Kaj je tisto, kar te vedno znova preseneti pri otrocih? Nič, v resnici. Nič več. Pri otrocih otroci so vedno enaki. Okay. Otrok je vedno otrok. Mi smo tisti. Jaz sama sebe vedno presenečam. Ne? Jaz sem prišla v vrtec za Jaz sem se pri 6 letih namreč odločila, da bom vzgojiteljica in sem imela strašno romantično predstavo o tem, kako bom jaz najboljša, kako bojo imeli mene vsi radi. Odločila sem se pa zato, ker sem prišla z vrtca vsa objokana, ker mi je strašna krivica se mi je zgodila in sem najavila doma, da ko bom jaz velika, bom pa vzgojiteljica in bom najboljša. In potem me je to držalo in jaz sem res začela delati s tako romantično predstavo, no. Pol sem pa kar ugotovila, da jaz nisem tako zelo idealna, ker moja prva napaka je bila, da bom naredila vse prav. Vzgoja pa ne bi mogla biti dlje od tega. Mi moramo biti resnični. Resnični sami sabo. Ne, samo dovolj dobri moramo biti. To je vse. Tako da mene otroci ne presenečajo, sama sebe pa še vedno po 31 letih pridem na supervizijo in rečem, jaz tle nekaj ne razumem, prosim, povejte mi, kje jaz nisem nekaj videla. Pa mi pa povejo. Pa povejo mi lahko pol manjše kolegice, zato ker to one niso tam. Nimajo mojega triggerja. Oni mi povejo rešitev takole. In jaz rečem, okej. Nam lahko daš kakšen kontekst? Primer? Ja. Imam enega fantka. Okay. 2 leti ima pikec. Kaj, če bi to on kriv? Mišek mali. Pak, on mi tapka. Mama, mi reče, mama. In jaz tako, pa kaj mislim? Jaz sem Vesna, mama je ena sama, ne? Boš pri meni in bom pri tebi sedela, seveda, pri njemu sedim, ampak pol je pa to ratalo, vsakič boš samo pri meni sedela, če je kdo drug meni prišel vse bo zradiral tam, radi pol metra je vse na mlatu, samo on bo imel in potem, to ni bilo dost, in potem je hotel mojo pozornost, kot da se je zaletavil z igračami, tolku, druge, in jaz sem to probala na lepo, pa kar nič. In pa se mi je pa smo to razdelali na superviziji, kaj meni, ne? In je dobro rekla ta psihologinja, no, Vesna, zdaj mi pa povej, kaj pa tebe točno moment, kaj tvoj trigger, kaj točno te zmoti? In sem ugotovila, da tole, zdaj takoj boš naredila tako, kot sem jaz rekel. Ker moj očka je tudi mene takole, ne? Ni bilo, razlagam ti, zakaj pa bomo kakšno stvar naredili, tako, kot bom jaz rekel, tako bo, a ne? In pol tako en mali pikec ti točno na knof pritisne. Je zbudil ta spomin. Ja, pa ni on nič kriva, ne? Otrok. Zato jaz sebe še vedno lahko presenetam, rečem, okej.
bomo drugače. In sta rešila? Ja, sicer, kot sem rekla, veliko je tega jaz. To se zelo, zelo pozna. Pol mojega časa v vrtcu ni jaz delam z otroki. To je en košček v dnevu. Vse ostalo je reševanje konfliktov. Kaj ti pa v šoli vzgojiteljska šola ti tega ne da. Ampak jaz sem imela res srečo, da sem imela res dobre mentorje. Moja prva služba je bila v enem drugem vrtcu in sem dala po 2 mesecih odpoved, ker odnosi so bili katastrofalni in jaz ne morem delati tam, kjer odnosi niso lepi. In sem prišla v ta vrtec in se spomnim. Tako se je moja pot v odnosih, če se pogovarja o odnosih, začela. Jaz rešujem, čist mlada vzgojiteljica sem bila, en konflikt in ona me gleda in reče, kam si pa ti hotela pripeljati tole? Pa jaz gledam, kako? A to moraš kam pripeljati? Jaz sem hotela, da se nehata kregati. Je rekla, ne. Vsako stvar, ki jo delaš, moraš vedeti, zakaj jo delaš. In jaz sem tako, okej. Sem rekla, Madonna, tole bo pa težje, kakor sem si jaz mislila. Ne? Ti imaš eno predstavo, kako boš to naredil in pa bojo vsi otroci ti sledili. Ne, ni tako. In pol tako z njeno pod njenim vodstvom sem jaz v bistvu začela rast, da sem vedela, ko sem usta odprem, zakaj bom nekaj rekla, kako bom rekla, kam bom pripeljala. Tako res sem imela in še vedno imam zelo, zelo dobre vodstvo, sodelavce, strokovno službo. Pri nas ne imamo in specialnega pedagoga in psihologa in tako. Vesna, kako je pa v bistvu tvoja vloga, se pravi tvoja poklicna vloga vplivala na to, kakšna mama si? Jaz sem bila mogoče kar malo stroga mama. Tako do neke v enih segmentih. V enih sem bila pa tako, sem se čudila drugim, kako zapenjajo za kakšne stvari, ki jaz sploh nisem. Se mi je pa zdelo, jaz sem pa vzgojiteljica, jaz pa moram imeti lepo vzgojene otroke in sem zelo pazila, da se znajo v javnosti obnašati, da je ne tako, zelo mi je bilo, zdaj šele vidim, čist brez veze, to zelo pomembno, pa da bom prav delala. To je treba, tako je treba in pol z leti pa ugotoviš, da imamo v sebi, ne, prej si lepo rekla, da so starši, da smo hoteli biti drugačni, kot so starši. Pa ugotoviš, kad ti otrok v gledalo nastavi, da si dostikrat ravno svoj starš. In to je mene, tukaj jaz sebe vedno presenetam. Ko mi hči reče, to si pa zdaj tako babi rekla. In jaz tako, ne, nočem biti babi. Sem neka, vedno mi povej, ko bom babi. Ne bomo tako. Ne. In ko se ti učiš videti svoje stvari, sebe, iz kje izhaja to vedenje, te triggerji, tudi otroka hkrati učiš. In to je ta odnos. Ko jaz svojih hčeri rečem, kazno sem imela bolj zapleten odnos s sinom, jaz sem ga zdajle polomila. Jaz zdajle vidim, da je to na tebe priletel, kar sem rekla drugače, kot sem jaz mislila. In sem jo prosila, prosim, točno mi povej, kako se zdaj počutiš, ker vse, kar čutiš, je okej. Kaj jaz tle po poti sem te rekla, ker jaz nisem tako mislila, ti si pa tako dojela. In ko sem jaz priznala to, kar si zdajle rekla, meni zdajle ni okej, ali pa me je prizadela, ali pa me boli, ampak ti priznam, vse, kar čutiš, je okej. In če tole čutiš, bom tole zdajle vzela in sprejela in pogoltnila na debel, če bo treba. Ampak ja, vse je okej. Sprejmem, bom razmislila, bom drugič naredila drugače. Torej na nek način daš prosto pot njenim čustvom? Ja, ne? To se mi zdi zelo pomembno. Ker starši vse prehite rečemo, jaz vem, kaj je zate dober, jaz vem, kako je treba, jaz ti bom povedal, kako se zdaj počutiš. Ne. To jaz razumem kot zavestno starševstvo. Ne? Ravno to, da si ti ves čas v stiku s sabo,
ko si v odnosu, da reč z otrokom, ne? Ampak marsikdo bi pa lahko takšno opravičilo, kot si ga recimo ti namenila hčeri, lahko dojel kot permisivno. Ne. Ne. Permisivno jaz dojemam ali pa vidim, permisivno je, jaz ti bom pustil proste roke in bom sledil tebi. Pri odgovornem, zavestnem starševstvu pa ti ne prepustiš kar otroku, ti ga ne pustiš kar v nekem vakuumu. Ti mu poveš, jaz delam tako zato, ker čutim tako, in so okvirji tle zelo močni. In ti dovolim, da ti čutiš svoje. Če te pa jaz pustim, pa ti sledim, nekaj otrok majhen, se mu lahko res slediš. A ja, to bi, pa ne vem, 2-letnika sprašujejo, kaj bi ti zdaj? A gremo v Tivoli, ali gremo v trgovino, kaj bomo? A lahko ne to delate? Tako, a lahko ne? Ne moreš 3-letnika pa 2-letnika sprašovati, kaj boste zdaj popoldne delali, ti mu boš povedal. Pri 10 ga boš pa vprašal, kaj si pa ti želiš. Bomo pa danes dan preživeli tako, kaj si ti želiš. Do 6 leta. Lepo prosim. Tako to jaz prav staršem polagam na srce, ne tega delati. Vodite otroke, da se bodo oni enkrat od vas naučili voditi. Ne, da bojo pričakovali, da bo vse kar prileteli in se zgodili in ne. To delamo mi. Največje napake starši delajo, ker se toliko trudijo biti dobri starši. To si res dobro povedala. Koliko primerov anoreksije je zato, ker se toliko trudijo, da bi tisto žlico otroku v usta dal. Tako da nič ni narobe, če si malo sebičen starš, pa rečeš, ne, mi dva z očetom bova tole zdale. Boš malo počakal. Ne, pa smo pa počakaj. Kaj je bila tebi najtežja preizkušnja v vlogi starša? To, da sem se trudila delati vse prav, pa sem ugotovila, ko je bila hči najstnica, da nisem delala vse prav, še daleč od tega, da imava zelo slab odnos. To je mene zelo prizadelo. Tako nisem mogla sestaviti, kje po poti je šlo toliko narobe, dokler se nisem usedla in sem rekla, okej, jaz sem odgovorna za odnos. Jaz ga bom začela popravljati. Jaz bom začela delati drugače, jaz bom probala svojega otroka slišati, jaz bom probala mu pomagati. A povem? Prosim. In ko imaš otroka, ko se noče s tabo pogovarjati, ko ti nič ne zaupa, ko zelo putne vrata in se proba čim bolj oddaljiti od tebe, sem se jaz sama sabo zmenila in sem en dan vstopila hčeri v sobo in sem rekla, tako, zdaj bom pa jaz vsak dan, jaz sem se odločila, ker si želim popraviti najin odnos in vem, da sem jaz odgovorna za njega, jaz bom vsak dan 1 uro preživela v tvoji sobi. In ona me tako pogleda, si ti normalna, mami, pojdi ven z moje sobe. Sem rekla, ne, jaz sem se tako odločila, tako bo. Jaz vidim, da si ti v težavah, da nisi okej. In sem se vrgla na poslo, je rekla, pa pojdi stran z moje sobe, pojdi ven, dol z posle. Sem rekla, ne bom šla. 1 uro vsak dan bom pri tebi, ker mi je mar. Lahko sva tih, prav ne bom se pogovarjala s tabo, sem rekla, no rabiš. Bova pa tih. In čez dan, in seveda sva bile tihe. Po 1 uri grem jaz iz sobe ven, naslednji dan spet pridem, prav resno to boš delala, sem rekla, ja. In tako 3 dni me je čisto ignorirala, ta 4. dan mi je povedala 3 stavke, ta 5. dan 5 stavkov, po 1 mesecu je rekla, mami, ja že ven greš, ja že 1 ura mim. Tako da, pa ne rečem, da takrat je bilo vse rožnato, ampak takrat sva začele imeti odnos. In ko je recimo, potem pa začne otrok, ko reče, okej, mogoče pa tlele bova res nekaj naredile,
pa začne čisto na vse tipke pritiskati. Da ja, se prepriča, a zdaj jaz to res bom tako, a bom jaz to res držala. In jaz sem to res držala, tako do enega momenta, ko sem rekla, pa takole. Jaz lahko sem pol poti prehodem. Ostalo polovico boš mogla ti. Če se ti želiš imeti tudi z mano tako dober odnos, kot si ga jaz želim s tabo, boš mogla tudi ti narediti, pol poti prehoditi. Zdaj pa nimaš več 15 let, ne? Zdaj si pa že starejša, je bila nam stara 20 let, sem rekla, zdaj mi pa prid malo nasprot. Kaj jaz lahko samo do določenega dela pridem. Je prišla? Ja, krasno se razumeva danes. Zelo lepo. Zelo lep odnos imava. Torej si morala ti sebe kot osebo spremeniti. Ne, do sebe sem mogla priti. Spremeniti, tako da si prišla noter vase nazaj. Ne to, kar si navzven mislila, da je prav. Ne? Zato, da si lahko vzpostavila odnos s hčero. Meni je to najbolj fascinantno kot starš. Se trudiš vse otroku dati, da bo prav, ti veš, kaj je vse dobro za njega, da se ta revež otrok pol še pol življenja trudi nazaj do sebe prideti. Zato je zdaj mladim staršem, ki jih imam, rečem, prosim, dajte videti tega otroka, ki ga imate pred sabo. Ne, ja, ampak jaz bi rada judo trenira, ker judo je, sem rekla, vem, jaz vas res razumem, moja oba sta mogla na judo hoditi. A sta rada hodila? Ne, nista, ampak sta hodila, ker to je pa i res dobro za vsestranski razvoj. Sem rekla, ampak dajte. Pa se je pa drug v glasu pa je rekel, ja, ampak, kako to mislite? Gospa Vesna, naša bi pa vsake pol leta nekaj drugega si izmislila, kaj pa tlele narediti? Sem rekla, kaj pa pol? Ja, kaj pa pol se bo zgodil? Sem rekla, jaz sem imela pravilo spel do konca šolsko leto, toliko, da res vidiš, da ti res ni, ne, da nekaj končaš, kar si začel, to ja, ampak zakaj pa mora igrati, ne vem, klavir ali pa judo, če pa, ker se to nam zdi prav resno. Sem rekla, dajte ga zagrabati, dajte zagrabati interese, ki jih izkaže, pa tam ga podprite. Tako da, ampak ne vem, če slišiš to. V življenju rabiš točno vse te izkušnje, da prideš do tam, ko pol rečeš, a ja, zato je šlo. In ko gledam nazaj, kaj bi si jaz sporočila, bi rekla, Vesna, nič ti ne bom povedala, točno to boš mogla prehoditi, da boš prišla točno do tega, ko sem zdaj in zdaj sem okej. Mene je presenetil prej, ko si omenila, da otroku ne dajemo do 6. leta starosti možnosti izbire. Ker jaz imam hči staro 31 let. In ko je bila ona v vrtcu, je bilo rečeno, ja, otroku dajte na voljo 2 možnosti in potem naj se sam odloči, kaj bo. Ampak to je še vedno zelo močen okvir. Ti ne boš otroku rekla, zberi si po zimi, recimo, 2 stvari, 2 oblekci na izbiro, ampak boš rekla, ali boš to bundo vzela ali pa to. Ne boš šla v pižami. Zakaj je tako pomemben, da znamo, oziroma da se zavedamo pomena postavljanja meja otroku? In kako to naredimo, brez da ogrozimo nek odnos z njim? Če je stik pristen, ne boš nič ogrozil. Jaz sem lahko zelo stroga, če imam pristen stik z otrokom. Otrok to čuti, kako ga pokriješ zvečer, kako mu pravljico prebereš, vedno prideš, držiš besedo. Če te stvari delaš, če ga poslušaš, ko ti nekaj govori, jaz lahko postavim take stroga pravila, pa se jih bo otrok držal. Ker bo vedel, da je varen, ker bo vedel, da je odnos pristen. Torej, pristnost je tista, ki dela varnost, ki ustvarja varnost. Pristnost dela odnos. Pristnost dela dober odnos. Če si ti pristen do sebe, bo otrok to začutil. Otroci so zelo intuitivna bitja. Saj ne rabimo mi razlagati njim. Rabimo biti tam, rabimo jih slišati. Se vzeti čas za njih. Dvakrat vmes med pogovorom sva že prišli do tega, da se trudimo biti
dovolj dobri starši? Kaj je v resnici dovolj dober starš? To, kar zmoreš. Nobeden ne more. Veš, jaz ne morem reči, dovolj dobro je, če bom, prebrala 2-krat na teden pravljico. Dovolj dobro je to, kar največ zmoreš. Če jaz dam vse od sebe, to, kar največ zmorem, bo dovolj dobro. Tudi mame, smo imeli tudi mamo, ki je bila bivša zasvojenka, oba starša pravzaprav, bila sta brezdomca. Ona dva sta se tako zelo trudila, sprejela vso pomoč, ki sta jo lahko, pa ima dostkrat ni ratal, pa dostkrat otroka ni bilo v vrtec, ampak sta dala čisto vse od sebe. In ta otrok je bil v resnici zelo srečen. Vse sta dala od sebe. Po mojih standardih ali pa tvojih, ne, bi rekla, Tako da to dovolj dobro je to, kar največ lahko naredim. Ne, več se ne da. Ampak moraš biti zavesten tega, se mi zdi, da je to največ, kar lahko naredim. Spominjam se sebe, veš, kot mame, zelo mlada mama sem bila pri 20. In jaz sem imela v glavi neko podobo, tako bi mogla odreagirati ali pa tako bi mogla narediti. Ampak jaz tega nisem čutila. Ampak sem vedela, da to moram narediti, zato ker sem želela, da hči ima ta občutek. Konkretno. Spomnim se, nekega odhoda iz vrtca. Verjetno res nisem bila v najboljši koži. In me je prijela za roko. In meni se ni držala za roko. Res ne. Ampak mi je toliko živo ostal spomin, da sem rekla si, Nives, drž to roko. Drž to rokico. Za njo jo drž. In to je dovolj dobro. Zdaj si lepo povedala, to je dovolj dobro. Dovolj dobro, ampak še vedno je bil prisoten občutek krivde, da jaz tega ne delam, iz srca, kaj ne rečem, ampak da to delam z razumom. Jaz mislim, da polovico časa kot mladi starši delamo z razumom. Da prideš do sebe, traja 50 let je pri meni trajalo, da sem prišla do sebe. Tako zdaj jaz lahko to govorim, ali pa, nekaj sem intuitivno počela, ali pa tako se ti zdi, da... Ne, jaz sem imela res srečo, da sem imela mentorje, da sem to po poklicni poti dobila noter, te uvide, ki bi mogoče enih... Moja mama do danes ni prišla do teh uvidov. In ko mi reče, Vesna, ti si bila tako pridna punčka, s tabom benga dela ni bilo. Takih, ki si ti, imam jaz lahko 20. In jaz rečem, mami, a se to tebi tle nič v tem ne zdi čuden, da sem bila tako pridna? Ne, pa ti si bila več kot pridna, ti si še uganila. Kaj jaz mislim, še preden sem rekla. In še vedno se ti ne zdi nič to problematično. Ne. In se čim pol pa predam se res. Pa prav. Ja, res imamo en strah pred tem, da bomo delali napake kot starši. Ne? Ampak se mi zdi, da se velikokrat sem se vprašala, a se mi sploh zares zavedamo takrat, ko imamo otroke majhne, ko res jih zelo oblikujemo. A se mi res sploh zavedamo, kakšno moč imamo s tem, kaj delamo z njimi, v to, v kakšno osebo bodo odrastali. In sem si velikokrat rekla, pa nas bi mogli to učiti že, v osnovni šoli. Kako biti starš. Strinjam. Ampak ne vem, če bi takrat slišali to, tako kot danes z izkušnjami. Meni so na vzgojiteljski šoli teorijo, jaz sem vso teorijo obvladala. Začela sem se poučiti s prvim dnem službe. Tako, jaz sem imela
čist drugo predstavo. Kaj poklic vzgojitelja pomeni od tega, kar danes delam. Tako da... Torej, če dam na stran vse metode, otrok najbolj potrebuje starša, ki je prisoten. Tako je. Prisoten in v stiku sam s sabo. Ker bolj, ko je v stiku sam s sabo, bolj bo lahko v stiku z otrokom. In v tem tempu življenja je to resen izziv. Resen izziv, ja. Se strinjam. Ne bi hotela biti več mlada mamica. Ja, si mi vzela z jezika. Res v tem tempu in v tem načinu življenja, ki ga živimo, ob vseh družbenih omrežjih, ki nam jemljejo pozornost in čas, je to resen izziv. Ja. Imava kakšno zaključno misel, pozitivno sporočilo? Da navijamo za vse starše, ki bojo mogli pot prehoditi, ki ni na svetov, ki jo bojo mogli prehoditi, ki se bojo mogli skozi lastne izkušnje naučiti, tako res navijamo za njih. Odlično. Vesna, najlepša hvala za pogovor. Prosim. Hvala tebi, Nive, za povabilo. Hej, samo še par sekund tvojega časa rabim. Raven toliko, da te prosim, da vsebino, kolikor se ti je zdela interesantna in zanimiva še za koga drugega, podeliš s to osebo. Se naročiš na kanal in tako ne zamudiš nobene naslednje epizode. In pa meni daš vedeti, da so vsebine, ki jih pripravljam, zanimive. Tako da, ful ti hvala v imenu nas vseh.